Tam leži vse črno, jaz pa skirujem danes, sam molim, da me nav napravil zelo. Evo leta cajt, kad čakam, da se gor uredijo še vsi papiri, sem šel pa še dol pod pisarno, imam en tak prima menkej in slučajno je danes klele GT4 RS-ka še parkirana. Mislim, kako to dobro zgleda. To je pa, se mi zdi, da ultimate dream vsega, kar ga je, da imaš pod bajto ali pa zraven bajte še eno tako garažo, vsaj za 4 avtomobile, pa vzadi kakšen kavč, da se s frendi malo usideš, pa kakšno rečeš. Sicer ne vem, kva bi vam pokazal, ka verjeten večina v svekva je GT4 RS, ampak to je v bistvu najbolj hardcore verzija Caymana, tako da ima tudi tale Swan Neck spoiler, pa ful mi je všeč spek, ta nardo barva z modrim feltnem. Posebnost je tale zajem zraka, tlele par kraj, tako da je v kabini tole resen tak race car experience. Notr imaš vse v Alcantari, itak volan, pa vključno z armaturo. In fun fact, to, da imaš armaturo v Alcantari, je možnost samo na RS modelih. Se pravi, če imaš ti GT4, ne moreš sploh spekati, da imaš armaturo v Alcantari. Imaš lahko usnjeno ali pa pač ono klasično. Pa tale avto je še konkretno naložen s tem Weissach paketom, tako da dobiš še carbon haubo, pa seveda noter roll cage, pa še par detajlov, ki jih zdaj ne vem na pamet, ampak kako dobro zgleda. Kolen hiter pit stop, zdaj pa še bimo po M2. Zdaj se pa čas s tole M2-kico lahko začne, pa da vidimo. Se noter je pa spek tudi kar močen. Karbon Madonna povsod. Lej pa lahko verte pelem klele na pošto, so mi všeč ti lizici, ki jih takole praktično noter zatakneš, pa se ti navozijo gor pa dol. Tako da jaz bi rekel, da je to en tak prima feature, pa še en razlog več, za kva rabaš M2. Takoj sem testiral tudi aktiven tempomat, ki je pa kar obvezna oprema za tole ljubljansko gužvo. Jaz sem že parkrat povedal, da če bi imel samo en avto v garaži oziroma en avto za vse, bi bila to siguran M2. Par vlogov nazaj sem vozil sicer tudi ta novo RS3, ampak zdaj po parih dnevih druženja sem to svojo teorijo sam potrdil, ker tale zadeva je res ful zabavna, pa predvsem všeč mi je vozniška pozicija. Jaz sem skoraj 1,90 m in tle mi je res dober, ker sediš ful nižji kot v RS3, pa volan gre res konkretno ven. Je pa tale M2 kar zelo močno delila mnenja publike, predvsem zaradi izgleda. Jaz moram priznati, da spredaj mi še zmeraj ni všeč, vzadi mi je skozi bolj, ampak moram pa reči, da mi je še vedno vizualno pa tale OG M2 najbolj všeč. Tako da danes je Grexter tudi preletel z njegovo M2, pa dajmo zdaj kar pogledati, kakšne so razlike med tem dvem M2-kam. Največja razlika med tem dvema avtomobili je, kar se skriva pod haubo. Ta nova M2 je dobila v bistvu tudi od ta nove M3 motor, se pravi 3-litrski twin turbo, ki proizvede 460 konj. V tejle F-seriji se pa skriva tudi 3-litrski, ampak je single turbo, ampak twin scroll turbina, ima pa 370 konj. Je pa po moje tudi tole motor, ki je overall eden najlepš zvenečih BMW-jevih motorjev, ki so jih kadarkoli naredili. Seveda pa k lepšemu zvoku pripomore tudi to, da ta prve M2 še niso imele OPF-jev, tale je pa pač žrtev vseh novih evropskih regulacij, tako da je v originalu avto tudi precej bolj zadržan. Edin malo za disclaimer, no, ta prejšnja M2 je sicer brez katalizatorja oziroma downpipe je direkt, zato ima tudi toliko lep zvok, tale zadeva je pa še original. Moram reči, da ima ta kar v redu zvok, no, tudi pobrbla, tudi basa ima kar nekaj, no, tako da na ozuni se kar dobro sliši. Ampak
tudi če bi imel ta downpipe drug, ker ima malo drugačen motor, je bolj tak oster zvok. Ta se mi pa zdi, da še zmeraj ostaja tak malenkost bolj žameten in zato mi je tudi zvok od ta prejšnjega bolj všeč. Takole malo huligansko gre ga. Ja, človek rekel. Dobro, sej mogoče so kile, ampak se mi zdi, da je tega tako dosti lažje v šrek pelat, no. Je pa tako tudi bolj tviče, ne? Ker imaš manjšo težo, tega pol v drugo stran rukne, ampak je. Pa unijo vse malo večji in je še zmer pol to malo drugače. Grega malih nove gume, pa ne smemo pretiravati, da navkoj brez. Zdaj s tole M2 danes ne bomo neki full driftar, zato ker gre za avto, ki je za najem za druge ljudi. In se mi pač ne zdi fair, da bi jaz zdaj tlele neki gume prekomerno obrabljal, pa avto abuzal. Kaj pa vem, no, jaz s posojenimi avti delam še lepši kot s svojimi. Sem pa vseeno imel priliko sta novo M2 driftati pred parimi meseci na Pokljuki, ki me je BMW tja povabil in ti lahko zagotovim, da je M2 še zmeraj ostala tista ta prava M2, ker drifta za šalo. Po levi krog, se pravi čim bliže stožcem, ker greva v polja. Glavno vprašanje tega videa, a je tole the ultimate one car garage? Jaz mislim, da je. Zdaj, če imaš denar, jaz bi se definitivno odločil za ta novo M2, ker imaš noter precej več tega luksuza in se dejansko počutiš, kot da sediš v eni M3 oziroma dejansko en razred nad tem, kar v bistvu ta avto sploh je. Če pa gledaš price performance, je pa prejšnja M2 za svoj denar še zmer tako hud avto, pač res vozniška izkušnja pri onemu avtu je fenomenalna, čeprav imaš malenkost manj luksuza noter, kakor ga imaš kle. Definitivno je to stvar posameznika, kakšnim je ful bolj všeč ta prejšnja, kakšnim je ful bolj všeč ta nova M2, ampak jaz osebno, če bi imel samo en avto in bi iskal avto, da ima performance, reliability, da ga imam lahko za dailya, bi bila tole definitivno moja izbira. Če bi pa tudi ti rad probil takle avto za par dni, mogoče se odločaš v nakupu takega avtomobila, pa nisi čist ziher, ali pa imaš sam rojsten dan, pa bi se rad s takim avtom vozil za par dni, sem vam pa pri Actini izrihtal popust, tako da s kodo ROK10 dobite 10% popust na celoten znesek najema vozila. Ga vzamete za par dni, pa uživate. Prej, ko sem mislil, da je tole samo malo pobarvana plastika, to je dejansko lučka, leto. No, taki detajli so pa kar prima. Zdaj se pa lotimo tegale za mano. To je moj štirikolesnik, ki se zdaj že skoraj let ne vozi, zato ker nazadnje, ko smo se vozili, se je zgodil nekaj z menjalnikom in je motor ostal v drugi prestavi. Takole zgleda, to je v bistvu menjalnik, ki bi mogel takole delati, klak, prestava gor dol, ampak ima komplet prosti hod, pa tole se vse premika, tako da jaz imam na sumu, da se je klele noter kakšen federček snel, zlomil, neki, da zadeva ne funkcionira tako, kot bi mogla. Zdaj pa nimamo druge, kakor da potegnemo motor ven, pa mimogrede, ko bo motor zunaj, bom še sklopko zamenil, ki je tudi že malo na koncu. Se kar lotimo plastike dol pobrati, tekočine sprazniti, pa motor ven potegniti. Dajmo mi kar malo pohitriti tole. Valjda sem mogel sneti vse plastike, airbox, auspuh sem zmontiral dol, pa sem si vse skupaj malo bolj vzignil, tako da je lažje delati. Pa sva se pa z Janom že lotila sprazniti vse tekočine ven iz motorja. Najprej rezervoar za olje, pa še olje, ker ga je v motorju ostalo. Evo, plastike sva dol pobrala.
Tekočine so zdaj tudi že ven spraznile, zdaj se pa v bistvu začne tale največja neznanka, ki pa je, da potegnemo motor ven. Vse mogoče za tiste, ki ste mehaniki, verjetno to ni nič takega, ampak jaz sploh na tem motorju še tega nisem nikoli delal. Tako da najbolj, da se kar lotimo, ker tole znamo trajati zdaj. No, takole pa zgleda zelo revež. Tle sva tank že snela, ole smo spraznili, akumulator, pa airbox je tudi že vzuni. Luči bomo zaenkrat pustili, ker nič ne motijo. Plastike so vse kle, auspuh, tank je tamle, pa tlele svojega kar gor upela za vsak slučaj, da se nam ne bi kaj zvrnili. Zdaj pa v bistvu začnemo, da tole lubico ven potegnemo, pa tale feder v zadnji mi tudi malo puša, tako da ga bom tudi ven potegnil, da dam še to na servis, ampak dajmo zdaj kar eno pa po eno stvar najprej. Zdaj smo pa dosegli točko, kaj pa staviti mu urodjem tega, ker ta mala sam še ruputa. Mater. Fuj. Ko je to bilo. To feeder! Timelapse se je ugasno. Nekaj pa dolo. A te pa šipno? Ne, še. That was smoother than expected. Poj pa že žiga preletel, ker na mašine se pa res ne spoznam toliko, da bi kar suvereno sam razdiral. Tam ga pusti. Čko pa to pumpo ven dobiš? Zdaj bo šel blok, se boš videl. Aha. V glavnem, če bi to videl, sploh ne bi bilo treba cilindra razdirati. Sam, bolj da smo podarili, da si videl, da so risi not. Ja, pa da se še to zrihta. Evo, to je to zdaj. Evo, glej. Evo, v bistvu smo prišli do dela, ki je bil ključen problem tega, da smo šli sploh motor razdretno. Takole pač zgleda tale prestavna ročica menjalnika, tlele je snepnu, pa klele, tako da to bi mogel biti en kos, no, ne vem, ko bi to razložil, ampak je pač ga utrgala, ne. Tako da to rabimo zdaj novo. Smo se že lotali vse podirati, bomo zdaj zrihtali še glavo, pa cilinder, pa bat bo šel noter. Tako da če se že vse podira, da se saj moram nazaj skrb da, ne. To je to za ta vlog. Ful sem pa vesel, da vam lahko zdaj povem, da sem pa danes končno dobil svoj nov motor. In ne, to ne pomeni, da bom kjergakoli prodajal. Tako da, če te zanima kaj več od motorjev, mi napiši spodaj v komentar, po naslednjem vlogu pokažem, kaj sem kupil. Mi se pa vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!